Temu so botrovala predvsem dodatna dela pri športno-rekreacijskem centru. Tam je bilo s prvotnim sprejetim proračunom za približno 680 tisoč evrov sredstev. Zdaj je pa vrednost projekta se povečala zaradi dodatne ureditve naknadno parkirišč in pa dovozne poti. In to povečuje projekt za dobrih 170 tisoč, zato je bil potreben rebalans. Svetniki so na seji sicer tehtali med dvema različicama. Zaradi primanjkljaja v višini 300 tisoč evrov je občinska uprava prvotno predlagala prodajo kapitalske naložbe v Kostaku. A v odboru za finance tega predloga niso podprli. So občinski upravi naložili, da pripravi nov predlog rebalansa, kjer bo predvideno dolgoročno zadolževanje v enaki višini. Plus tega pa je odbor naložil tudi znižanje stroškov, predvsem tekočih odhodkov, kjer se je to le dalo, tako da je zdaj v bistvu predvideno dolgoročno zadolževanje in je občinski svet danes to tudi potrdil. Prihodki v rebalansu so tako nižji za dobrih 200 tisoč evrov in znašajo dobrih 2,7 milijona evrov. Nekaj več kot 3,1 milijona evrov pa bo odhodkov. Ti so od prvotno sprejetega proračuna višji za slabih 100 tisoč evrov. Občina se zadolžuje za kritje investicijskih odhodkov, za kritje odhodkov, ki bodo nastali zaradi rekonstrukcije ceste skozi naselje Prekopa.